V Radovljici v knjižnici odpirajo novo fotografsko razstavo Svet železarstva skozi objektiv Francija Kolmana. Za kakšno razstavo pravzaprav gre oziroma v čem je poanta te razstave, pa nam bo pojasnila direktorica knjižnice Antona Tomaža Linharta, Božena Kolman Finžgar. Lepo pozdravljeni. Dober dan in lepo pozdravljeni tudi vi. Tako je. Predstavljamo predvsem Francija Kolmana. Namreč septembra v vseh gorenjskih knjižnicah potekajo tako imenovani domoznanski dogodki. Domoznanstvo v knjižničarstvu pomeni, da predstavljamo ljudi, kraje, dogodke, skratka karkoli, kar se ali se je dogajalo na področju, ki ga pokrivamo. Franci Kolman je v teh krajih zelo znan, bil je zelo znan fotograf, sicer mnogo bolj kot fotograf tovarne Elan, ko je spremljal številne naše smučarje, Bojana Križaja, Stenmarka in to generacijo na vsa svetovna smučišča. Pri tem pa pozabljamo, da je bil Franci Kolman tudi zaposlen v železarni Jesenice in tam je naredil številne fotografije plavžev, delavcev in danes so te fotografije pravzaprav mnogo več kot samo fotografije, to je odraz nekega časa. In Farno društvo Koroška Bela je lansko leto pripravilo to razstavo in letos gostuje pri nas. Na sami otvoritvi bomo predstavili tudi film, ki ga je pripravil Jeseniški muzej pod vodstvom Irene Lačan Benedičič o železarskih plavžih. Imeli bomo pa seveda tudi kratek kulturni program. Prav veseli smo, da bosta nastopili domačinki, to je Natalija Šimunovič in pa Jožica Potočnik. Razstava bo pa na ogled vse do konca septembra. In koliko fotografij je na ogled? Tokratna razstava se je malce prilagodila seveda prostorskim razmeram knjižnice. Na ogled je več kot 30 fotografij. Svoje čase so bili to barvni in pa črno-beli diapozitivi, zdaj pa so to fotografije in z njih kar žari to težko železarsko delo, ogenj in čudovito jih je pogledati. Naj še povem čisto tako, da domačini tukaj okrog, malce starejši seveda, sama že sodim tja zraven, se Francija Kolmana spomnimo tudi kot fotografa za različne dokumente, potne liste, osebne izkaznice. Skratka, čudovito je predstavljati človeka, ki v marsikomu vzbudi še živ spomin na neke čase, ki so minili. In lahko bi rekli, da je to nekako sprehod skozi čas in ne samo skozi objektiv. Tako je. Čeprav ta čas železarstva pomeni od leta 1960 do 1964. Hvala za pojasnila. Hvala vam in seveda vabljeni na otvoritev in pa potem na ogled razstave.